Lepo pozdravljeni v podkastu Odmev tedna. Ta teden dogodke komentirava s politično komentatorico Karin Planinšek. Karin, lepo pozdravljeni. Ste pa seveda tudi v stranki SDS v podmladku. Tako. Živjo videti tudi vam in me veseli, da se spet pogovarjava. Ja, tudi mene, ker tale teden imava kar nekaj takih pomembnih, pa tudi zanimivih, pa tudi smešnih dogodkov. Ampak začnimo najprej s tem pretresljivim, žalostnim ubojem Charlieja Kirka. Še vedno odmeva uboj Charlieja Kirka in to, kar je pomembno za demokracijo, je, da se vprašamo, kakšna je njegova zapuščina. Kako jo vi komentirate, Karin? Mene je kot prvo zelo pretreslo, zelo me je pretresel ta dogodek prejšnjega tedna, se pravi ta krut atentat na Charlieja Kirka. Jaz sem njega že kar nekaj časa spremljala, všeč mi je bilo njegovo delo, všeč mi je bil ta njegov pogum, kako se je bil pripravljen na spoštljiv način soočiti z različnimi mnenji, soočiti tudi z zelo sovražno nastrojenimi ljudmi, ki jih je vedno znal nekako na diplomatski način jih premagati v nekem besednem dvoboju in tudi vedno je bil kot nek glas razuma, v zblojeni družbi, ki zdaj vlada v ZDA. Tako da jaz ne vem, mene se je to osebno dotaknilo, ta dogodek v prejšnjem tednu, ker tudi jaz se nekako zavzemam za podobne stvari, kot se je on zavzemal, za nek svobodni dialog, za zdrave vrednote v družbi, ker smo zašli kot civilizacija, sploh na Zahodu. In seveda takoj pomisliš na to, kaj, a zdaj se bo pa to dogajalo, ko bo nekdo želel povedati svoje mnenje, bo pa prišel nekdo z druge strani, ki se pač s tem ne bo strinjal in ker nima argumentov, se bo zatekel k nasilju. Tako da to je bil tudi, kako bi rekla, nek znak, do kam nas je pripeljala ta izkrivljena medijska slika na Zahodu, ker treba je vedeti, da recimo levi pol si lahko privošči marsikaj, marsikatere zmerljivke, vedno se zmerja nasprotnike s fašisti, nacisti, pa ne vem kakšnimi hudimi besedami, medtem ko ljudje na drugi strani moramo biti pa tiho, Moramo pa to mirno sprejemati, skloniti svoje glave pa pač se strinjati z vsem, kar nam oni plasirajo nekako v javni prostor. Ja, in to nas je pripeljalo do tega, da je postalo nekako normalno, da ko ti nimaš nobenih trdnih argumentov, da pač eliminiraš tega človeka, ker ti ni všeč to, kar on govori, ker ti ni všeč objektivna realnost, v kateri ti živiš. In meni je bil tudi zelo pomenljiv posnetek iz oddaje The View v ZDA, to je v bistvu neka zelo levo nagnjena oddaja. Ja. Vodi jo igralka Whoopi Goldberg in še nekaj žensk zraven in one so vedno zelo sovražno nastrojene, pa vedno zmerjajo nekako desni pol z nacisti, fašisti in tako naprej, kot sem že prej povedala. No, potem so imele pa tudi posebno oddajo ravno na to temo, o atentatu na Charlieja Kirka in je bilo polno enega sprenevedanja, ja, kaj se je pa zdaj zgodilo, kako je to mogoče, kako smo žalostne. So imele pa tudi enega gosta, sicer ne vem, kdo je bil ta gospod, in jim je res nalil čistega vina. In jim je povedal, pač kaj se vi zdaj greste tukaj, Ves čas v tej oddaji dobesedno pozivate k nasilju, širite sovraštvo do ljudi, ki nimajo istega mnenja kot vi, potem pa pride do takega dogodka, ki na žalost je posledica takšnih sovražnih besed, potem pa, ja, kaj se je pa zdaj zgodilo, kako je pa to mogoče, nasilje pa ne. Mislim,
Treba je prevzeti odgovornost za svoje besede. In recimo, če gledamo posnetke in mogoče bodo ti posnetki še bolj obiskani, saj jih je ogromno, a ne? Tisto, kar je res dobro pri njem, ne samo, da je odpiral dialog, pa da se je upal izpostaviti, ampak vedno je reagiral mirno. Tako. To je res mogoče tudi dobra šola za učenje, kako se pogovarjamo. No, zdaj poglejmo, kaj je J.K. Rowlingova, seveda pisateljica, ki jo poznamo po Harryju Potterju, pa še tudi po drugih detektivskih romanih, ki jih pa piše pod psevdonimom. Torej, ona je pa takole, njo so pravzaprav na Zahodu velja ta kultura brisanja, delete culture. Ja. Ta, ki nam ne odgovarja, ga delitamo, ga brišemo. Ne? Če bi bilo samo pri računalniškem, v redu, ampak očitno tudi zdaj pobijajo te, ki jih ne marajo. Ampak ona je takole napisala na X-u. Ne? To je zelo zanimivo. Če verjameš, da je svoboda govora samo zate, ne pa za tvoje politične nasprotnike, si liberalen. To se pravi neliberalen. Če noben nasproten dokaz ne more spremeniti tvojih prepričanj, si fundamentalist. Če podpiraš, da država kaznuje tiste z nasprotnimi pogledi, si totalitaren. In če meniš, da bi morali politični nasprotniki biti kaznovani z nasiljem ali smrtjo, si terorist. To se pravi, v bistvu ta uboj kaže, da je ta levičarska scena, predvsem na Zahodu, pa tudi pri nas, je teroristična. Jaz bi se popolnoma strinjala z njenim zapisom. Jaz mislim, da smo prišli do točke, kjer moramo reči bob, ker drugače se iz tega stanja mi ne bomo rešili. Ker ko enkrat mi začnemo svobodni dialog kaznovati z nasiljem, ga preprečevati s takimi nasilnimi dejanji, takrat se mi lahko zavedamo, da smo v stanju diktature. To je počel fašizem, to so počeli vsi totalitarni režimi. In mi se v bistvu samo pretvarjamo, da živimo v neki demokraciji, v bistvu nas zavijajo v celofan vsak dan, v resnici pa človek ne more več, spregovoriti besed zdravega razuma, ker drugače si fašist in vse, kar je slabo na tem svetu. In potem na koncu še končaš tako, kot je nažalost moral končati Charlie Kirk. Ne? In meni je to zares grozno, da je moral 31-letni mlad oče 2 otrok umreti zato, ker je dejansko pomagal ameriški družbi. On jo je želel ozdraviti, ker je videl, da to sploh, kar se je začelo dogajati na ameriških kampusih, da ne vodi v pravo smer. Tam se je začelo dogajati, namesto da bi študenti dobili znanje, so jim dejansko plasirali, kaj morajo oni misliti. Kaj je pravilno, ni bilo, se je sam zelo dobro povedal, namesto da bi jih učili kako razmišljati, so jih učili kaj razmišljati. Samo to je pravilno. In dejansko študente so začeli dobesedno radikalizirati na teh kampusih. In to še vedno traja. Tako, to še vedno traja. Zdaj v bistvu se je predvsem, se mi zdi, izobraževalne ustanove so postale neke pripravljalnice za neke radikalne aktiviste, namesto da bi tam predajali znanje. In Charlie je želel to spremeniti, zato je tudi pač ustanovil to organizacijo, so hodili po kampusih in odpirali nek dialog. In on je imel zaradi tega ogromno privržencev, ker mladi imajo tega dovolj. Ne? In tudi, če si pogledal posnetke, ko so se z njim prišli soočiti njegovi nasprotniki, te ljudje nikoli niso imeli argumentov. Nobenega. Prišli so kričati v mikrofon, ga zmerjati, da je sovražen, da je fašist, da širi sovraštvo, in vsakič, ko jih je on vprašal, kaj sem pa jaz kdaj rekel, ker je sovražnega, niso imeli nič za povedati, samo odšli so stran, ker so vedeli, da nimajo prav. In ga na koncu ubili. Tako. Ja, ampak glejte, zdaj mi seveda lahko govorimo o neki daljni Ameriki in rečemo, to je Amerika ali pa to je Zahod, ampak ne. Mi smo imeli ta teden dogodek na Graški gori. To je na Graški gori in seveda
dogodek je kot predsednica Zveze združenj borcev oziroma vrednot NOB, je seveda Andreja Katič, ki je pravosodna ministrica, je vabila na ta dogodek. Tukaj jo vidimo posnetek iz leta 2019, ona se rada slika s temi pustnimi šemami z rdečo zvezdo. Skratka, ona je vabila na ta dogodek z naslovom Pod zvezdo smo bili močnejši. In seveda v luči teh vrednot NOB je seveda nastopil tudi nek mladenič. Zdaj jaz namenoma ne bom tega posnetka zavrtela, a ne. On je povedal, recitiral neko besedilo Svetlane Makarovič, zaradi katerega tudi teče tožba in je bila ta razprava preložena na december, najbrž se ne želijo soočiti, vmes pa seveda to besedilo recitirajo na raznih dogodkih. Ampak zdaj bom samo izpostavila zadnji stavek tega, ne bom vsega povedala. Zadnji stavek tega besedila se glasi: jezik za zobe možina. In to je točno to, kar je napisala J.K. Rowling, a ne? Ta rdeča zvezda se je spremenila v teroristično organizacijo, iliberalno, fundamentalistično, totalitarno. To je to in mi to še vedno in vedno propagiramo na vseh možnih dogodkih. Kakšen je vaš komentar? Zdaj, zakaj se je mene toliko dotaknil umor Charlieja Kirka? Zato, ker vem, da imamo mi zelo podobno situacijo tudi v Sloveniji. Možina mora dati jezik za zobe. Ja. Edina razlika pri nas, med nami in Ameriko je to, da oni se borijo s to woke kulturo, prebojensko kulturo, mi se pa nažalost še vedno borimo z bivšim režimom, torej s komunizmom, ne. Ker imamo vladajočo oblast, same naše, če se lahko tako izrazim, ki so odkriti simpatizerji z totalitarno obliko oblasti, ker sicer obsoja ves zahodni svet, ne, edino Slovenija tega ni sposobna obsoditi. Zdaj, takšni dogodki, kot je bil ta govor tega mladeniča, ki za moje pojme z njim ni vse v redu in ne vem, kje so starši, ne vem, kdo je tega mladeniča spustil pred mikrofon, da iz njega da izliva tako sovraštvo v javnost, ne. To ne vodi, mislim, iz tega se ne bo izcimilo nič dobrega. Sploh pa, da je to organizirala celo predstavnica aktualne oblasti, torej pravosodna ministrica, ki bi se morala zavedati teže svojih dejanj in pa teže takšnih besed, ki odkrito pozivajo k likvidaciji opcije, ki se pač z njimi ne strinja, torej nasprotno mislečih ljudi. Izrekel je besede, ki jih jaz ne bom izrekla, ker se mi to ne zdi primerno za neko demokracijo. Zelo zanimivo je, da so točno te ljudje vpili v kakšnem fašizmu, v kakšni diktaturi smo bili pod prejšnjo vlado. No, ja. Dejansko smo pa sedaj prišli v ta pravo fundamentalisti. J.K. Rowling, ja. In meni je neverjetno, da mi živimo v državi, ki je celo del Evropske unije, kjer se tako javno širi sovraštvo, spodbuja k nasilju strani vseh predstavnikov oblasti na dnevni bazi. Potem pa smo še priča takim proslavam, kjer spustijo tako, za moje pojme, neuravnovešene ljudi pred mikrofon, in jaz mislim, da bi to morali sankcionirati. Te ljudje bi za to morali odgovarjati, ker ko bo prišlo do nasilja, bodo oni nosili odgovornost za to. Takrat pa ne bo več sprenevedanja, kaj se je pa zdaj zgodilo, mi pa to obsojamo. Ampak ko prišlo do nečesa, kar bo storil mogoče nek X neuravnovešeni osebek, bo pa ta ista Andreja Katič in njeno pravosodje razsojala o tem. In ona to zakuhala. Ja, zato pa pravim, da bo treba začeti prevzemati odgovornost za te dejanja in prav je, da vsi povemo na glas, da točno te ljudje, da točno ta oblast s svojimi dejanji so odgovorni za tako sovražno klimo, ki jo imamo v naši državi. Ne samo za vse škodljive politike, za vse
ekonomske posledice, ki jih nosimo zaradi njih, ampak tudi zaradi tega, da da bo najbrž prišlo do vse več nasilja. No in seveda je tudi Janez Janša na X-u zahteval odstop Katičeve, ne? Ker Katičeva je zdaj že druga pravosodna ministrica v tej vladi in se sicer, pravi, da neposredno žali državo, a ne? To vse o tem govori in je pač zahteval, ker poziva tudi k smrti, oziroma se spraševal, kdaj bo odstopila, ne? Ker zdaj prva pravosodna ministrica, pred njo je praktično so vrgli ven milijone in milijone za Litijsko 51, še danes ne morejo noter, ker parcele pred vhodom niso kupili, ampak pustimo to. To se pravi, ne samo kraja pa korupcija. Zdaj že pravzaprav pozivajo pod rdečo zvezdo, že kar jezik za zobe, ne? Če ne pa bomo videli. Jaz to tako razumem. Vsak, ki kaj reče, mora dati jezik za zobe, ne? In to govori Svetlana Makarovič, ne? Neka, bom tako rekla, kvazi Sapra Miška, ne? Mislim, Sapra Miško sem jaz z otroki gledala neštetokrat, ampak tole res ne sodi nikamor. To ne sodi nikamor. Kakšno umetnost imamo? Jo plačujemo. Plačujemo vse, da ne rečem kaj, a ne? In se to dejansko ne sankcionira. No, Svetlana Makarovič je za moje pojme ena navadna plačanka. Ona je del sistema, del režima, ona je pač nagrajena za svoje besede. Saj smo tudi videli, da je dobila potem nagrado Prešernovega sklada mimo vseh pravil. Ki se jo je odrekla. No? Najprej se je sama odrekla, potem pa je mimo vseh pravil ji pač Asta Vrečko zrihtala to nagrado na njen račun in pa najbrž dobiva še druge bajne dodatke, za katere niti ne vemo. Ja, in to je pač nagrada zato, ker vpije z njimi v isti rok, ker javno spodbuja k sovraštvu nad tistimi, ki se z njimi ne strinjajo, zato da bi pač eliminirali svoje politične nasprotnike. Mislim, pač to so prijemi vseh totalitarnih režimov, ki smo jih do zdaj mi videli. Mi živimo v tem dejansko danes, a ne? Ampak zato, ker je pač medijska slika pri nas tako izkrivljena, kot je, ker je pomaknjena tako zelo močno na levo, se pač narod še tega ne zaveda, a ne? Tisti, ki pa spremljamo od blizu, kaj se dogaja, pa te za moje pojme nagravžne, nagnusne proslave, pa točno vemo, kam to pelje, ne? Ampak moramo imeti jezik za zobmi, če ne pa bomo videli, kaj bo. Jaz mislim, da sploh mi mladi ne bomo držali našega jezika za zobmi, ker to, kar se pa zdaj dogaja, je pa prešlo vse meje zdravega razuma, ker zdaj smo pa dejansko včasih, ko se moramo boriti za svoj obstoj, ne? Zato, da bomo mi sploh še kdaj lahko spregovorili neko svobodno besedo v tej državi, da bomo lahko živeli v miru, brez da se mi bo neka Svetlana Makarovič drla, da mi bo odtrgala glavo, kot je zapisala v tisti svoji znani pesmi, ne, o podganji stranki, pa tako naprej. In jaz mislim, da za take kvazi umetniška dela bi morala ona kazensko odgovarjati, ker to je odkrito pozivanje k nasilju in sovraštvu. To je, mislim, absurd, kar se mi gremo v naši ampak državi. Glede na to, da je Andreja Katič pravosodna ministrica, veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo. No, to je pa odraz tega, da mi niti pravne države več nimamo. Da je taka gospa, najprej seveda začenši z Dominiko Švarc Pipan, ko ste sama omenila, ki potem ni odgovarjala čisto nič za to, kar je sama podpisala, potem se je še celo delala, da je bila ona žrtev, mislim pa to niti vrtec ni, no. To sploh ne veš več, kaj gledaš. Zdaj pa imamo tako gospo, ki organizira proslave, kjer se spodbuja k nasilju in sovraštvu. Oni so razgradili vse temelje demokratične države. In naslednja oblast, ki zares upam, da bo boljša in zrelejša, bo še zelo dolgo časa popravljala vse, kar so te ljudje zrušili. Ja, upajmo. No, ampak seveda, tudi ta teden, ne, je pa bilo v Ilirski Bistrici. Tole, ne, je bila pa prireditev o prazniku priključitve Primorske Sloveniji. Ampak čakajte malo, zdaj v ozadju spet jugoslovanske zastave. Seveda v prvi vrsti vsi predstavniki, tudi Kučan je bil tam, tukaj na krajnem levem robu, ne, kako da ne bi bil on tam, ne, jasno. Ampak glejte, to, kar sem jaz dobila sporočilo, prvič praznik se imenuje priključitev Primorske, že tu je v bistvu, kot da smo mi nek
narod, ki si nekaj priključujemo, mi smo samo vrnili. Pa še veliko v Italiji, še zelo veliko ozemlja, ki tudi je slovensko, tako kot v Avstriji, ampak dobro, pustimo to so oni povozili kot s tankerjem vse te ideje. Ampak glejte, v ozadju je jugoslovanska zastava z rdečo zvezdo. Jaz sem dobila občutek in vedno ga imam, da ta primorska, ki se ima za ne vemo kaj, da pravzaprav njen intimna opcija Primorske in Primorcev, ravno tako kot Kučanu, ni samostojna Slovenija. To ni njihova intimna opcija, če imajo še vedno tole rdečo zvezdo. Ja, nažalost se res zdi tako. Pa najprej kot prvo naj to povem, da ravno ta praznik, priključitev oziroma bolj pravilno vrnitev Primorske k matični domovini, je uvedla celo Janševa vlada, pred 20 leti nekaj takega. Tako da brez Janševe vlade oni ne bi imeli tega praznika, kjer zdaj vihtijo jugoslovanske zastave. Torej v samostojni Sloveniji smo mi uvedli praznik, kjer se zdaj poveličuje, ki so ga nažalost izkrivili, zlorabili za svoje ideološke boje in pa da širijo svojo ideologijo prejšnjega režima, ki ga ne vem zakaj ne morejo pozabiti, očitno živijo pod kamnom. Je pa tudi res zanimivo to, da nasploh Primorska, da je zelo, zelo, kako bi rekla, naklonjena komunizmu. Sem pa nekje enkrat prebrala, da je bilo celo tako, da so se na Primorskem oziroma sploh na Obali so se naselile partizanske družine, se pravi takrat še na meji. Ja, to so vedno tako na mejo postavljali ljudi, ki so bili orto, da so ščitili mejo. Ja, to je res, ja. Tako da se mi zdi, da je še nekako danes se ohranila ta mentaliteta. Pa čeprav je že toliko let minilo od tega, se mi zdi, da je to še danes, nekako so to še vedno vplivi iz preteklosti. Zato so pač tudi tam nasplošno ljudje zelo naklonjeni temu režimu. Se mi zdi, da tudi poleti je bil koncert Bijelo dugme na Obali, kjer so tudi vihteli z jugoslovanskimi zastavami. Samostojna Slovenija ni njihova intimna opcija, to je to. A ne, moramo se s tem soočati. Oni Slovenije ne marajo. Ker tudi Primorska, zdaj, če gledamo malce zgodovinsko, oni so bili pod fašizmom, potem niso bili v kraljevini Jugoslaviji, ki je združila vse jugoslovanske narode v neki kraljevini, ampak so šli iz fašizma takoj v komunizem. In ta mentalitetni preskok, ta manko, tega nimajo. Oni so šli iz fašizma v nekaj novega, ki pa zelo podobno. Oni niso praktično mentalno še predelali tega. Oni so še vedno v komunizmu samo barve so zamenjali, simbole so zamenjali. Tako je, in to se vleče nažalost še do danes in zelo močno se tudi pozna, da mi kot samostojna Slovenija nismo nikoli zares opravili s prejšnjim režimom. Te vezi niso bile pretrgane. Veliko se je pač takrat, se pravi, države, ki so bile pod socializmom, ko so prehajale v demokratične režime, so ponovadi tudi izvedle lustracijo do določene mere. Se pravi, da so nekako se oddaljile od totalitarnih režimov, do tega pa v Sloveniji žal ni prišlo. Zdaj, zakaj je to težko ugibati, že tako ali tako vem, da je imel takrat Demos velike težave sploh pri tem, da smo lahko prišli do osamosvojitve, pa da smo se lahko ubranili. Že tukaj so bili veliki boji in potem nekako še vedno pa imamo na sebi te spone še nismo ponotranili. Ne maramo pravzaprav samostojne Slovenije, očitno ne. Ta zvezda nam je še tako ljuba, da bi šli najraje nazaj, če bi se dalo. Ampak žal ne da se. Dobro, zdaj se postavimo še malce izven te politične scene, pa tudi na politično področje. In sicer v Ljubljani so bili protesti proti noveli zakona o vrtcih. Ta novela zakona pravzaprav na nek način ukinja zasebne vrtce. Kaj si lahko mislimo o tem? To je zdaj Golobova vlada praktično, ne samo, da ne marajo, kar je slovensko, ne marajo tudi to, kar je zasebno. Ja, zdaj to je pa odraz v bistvu vlade, ki je popolnoma socialistična oziroma teži direktno k komunizmu nazaj, od katerega smo se nekako poslovili, ampak očitno zdaj bi šli kar naenkrat nazaj in zdaj mi ne maramo tudi več tega vsega, kar je zasebno.
zdaj začel se je s tem zasebnimi vrtci, kdaj bomo prišli do zasebne lastnine, jaz upam, da do takrat bojo te norci na oblasti že odšli. Ampak ja, nažalost se pač trenutno dogaja to, ne, se pravi, da starši ne bi morali več izbirati, kam dati svoje otroke, ali dati v zaseben vrtec ali v javen vrtec, ampak zdaj ne bi imeli na izbiro samo še javne vrtce. Mislim, zakaj se staršem odvzema ta izbira, meni ni jasno, od kdaj je država tista, ki ve najbolje, kaj je dobro za otroke. Mislim, to je absurdno in jaz tukaj popolnoma podpiram starše, da so se temu zoperstavili. Mislim, ker velikokrat ponavadi so tudi zasebni vrtci boljši, pa imamo te neke... Pa ni tega pranja glave s to woke ideologijo, predvsem, da se 3-leten otrok sprašuje, a sem fantek ali sem punčka ali kaj sem. Tako, tudi to. Ne? In očitno to nekomu ni pogodu, da zdaj pa določeni otroci ne bojo del tega masovnega pranja možganov. Ne? Očitno je treba celo populacijo dati v to, kako bi rekla, vzrejališče nekih pokornih državljanov. Ki mislijo prav, ki vejo, kaj naj mislijo, ne samo kako. Tako. Ja. In zdaj smo priča temu. Jaz upam, da bojo toliko pametni, da bojo prisluhnili tem zahtevam, oziroma če bo že prišlo do tega, da bo naslednja vlada to razveljavila, ne, pa spravila zadeve nazaj v normalno stanje. Ampak nažalost je pač to zdaj posledica programa Levice, ne? Ker to je edini program, ki se dejansko izvršuje pač pod oblastjo. V tej Golobovi vladi samo program Levice. Ja. Tako. Upajmo, da bo tega le konec kmalu. No, zdaj na drugi strani je pa seveda tudi program, kako bi si še karkoli privatizirali, oziroma prišli še do sredstev, ki so še na voljo. Ne? Zdaj tale teden smo dobili nov državni obrambni holding, ne, to se pravi neko novo podjetje, imenuje se Dovoz, ki bo seveda, vodi ga pa Damir Črnčec. Ta holding bo seveda kupoval, vlagal v to obrambno industrijo, oziroma skozi ta holding bo šlo zdaj teh 5% bruto domačega proizvoda, ki smo ga dolžni po tej NATO-vi agendi dajati za obrambo. Ne. Zdaj, pri tem imenovanju gospoda Črnčeca je že KPK ugotovila več korupcijskih tveganj. Kaj si zdaj lahko mislimo, kam gre ta država? Ja, mene to ni presenetilo. No. Ena izmed ključnih besed za to vlado je ravno korupcija, zato to zame ni nič novega. Zanimivo je tudi to, ne, kako so bili vsi ti predstavniki vlade vedno zelo anti-oboroževanje, anti-NATO, zdaj pa v bistvu gremo na veliko se neko obrambno industrijo, ne, kjer se bo pretakalo veliko denarja, čeprav imamo po drugi strani tudi velik primanjkljaj v državnem proračunu, tako da to mene res skrbi, kaj se bo še skozi ta nov obrambni holding dogajalo z našim denarjem, kam bo odtekal, kdo si bo z njim polnil žepe. Ne? To se je za vprašati. Tako da jaz... Ja, no seveda proračun ima milijardno luknjo, to smo omenili, ampak zdaj je seveda na tapeti spet obdavčitev podjetnikov. Namreč podjetniki so vmes izračunali, da oni 2-kratno plačujejo za to nesrečno dolgotrajno oskrbo, ki je niti ni, niti je ne bo, niti ni odločb. Odločbe morajo pisati na roko s kulijem, skratka, ali pa mogoče z računalnikom, s pisalnim strojem. Skratka, nič od nič in nikogar ni, ki bo to dolgotrajno oskrbo delal, čeprav na milijone na mesec že pobirajo. No, podjetnikom še več, ampak zdaj se je pa odločil Robert Golob, ker je nekako so mu svetovali, da se bližajo volitve in da bi bilo dobro narediti kaj takega všečnega. Ne? Zdaj, potem, ko je eno leto imamo obdavčitev SP-jev na nek način. Mnogi so zaprli SP, je bilo grozno, so se preselili na Hrvaško in zdaj bi zdaj pa spet nazaj uvajajo prejšnji sistem obdavčitve normiravcev. Mislim, kaj si lahko mislimo o tem? Ker podjetniki pa edina stvar, ki jo potrebujejo, je pa mir. Mirno okolje. Treba je vedeti, da je slovensko gospodarstvo trenutno v tako kritičnem stanju, da če mi ne bomo res hitro začeli sprejemati nekih ukrepov, da
da bo šla država v bankrot, ne, pa tudi z nami, kot s prebivalstvom ne vem, kaj bo, ne, ker gospodarstveniki so le tisti, ki polnijo državno blagajno. Zaradi njih imamo socialne prejemke in vse ugodnosti, ki jih pač imamo. In mislim, ko gospodarstvo počepne država kot celota. In jaz ne vem, a se bomo mi potem lahko samo še odselili drugam. Tako da zdaj smo res v tako kritičnih časih. Jaz sem bila tudi ta teden na Celjskem sejmu, ne, obrtno-podjetniškem sejmu. In gospodarstveniki so se zares nekako potožili, no, da stanje pač ni zanemarljivo, ne, da to, v čemer smo se mi znašli, mislim, to je dobesedno pot v brezno. In zdaj vlada je obljubljala neko razbremenitev, pa seveda tudi polno nekih reform, prišli so pa zdaj s predlogom obvezne božičnice. Ja. Zakaj? Ampak zakaj so to predlagali? Zato, ker vejo, da to se večini prebivalstva sliši presneto dobro, ne. Seveda vsak delavec, vsak zaposlen ima rad, da dobi na koncu leta še nek dodatek k plači, ne. To se volilcem sliši super, ne. Ampak za podjetnike, ki so pa že sedaj v tako kritičnem stanju, toliko obremenjeni z davki, ne, potem obremenjeni z administrativnimi ovirami. Mi nismo več konkurenčni kot država. Zdaj so jim pa v bistvu obrisali še en davek, če se lahko tako izrazimo, ne. Ja. Boštjančič je že povedal, da bo, se mi zdi, božičnica polovico minimalne plače. Polovico minimalne, neobdavčena sicer, ampak vseeno bo moral lastnik podjetja plačati delavcu. Tako. Ne? Mislim, kaj? Že danes imamo veliko podjetnikov, ki si pač tega ne morejo privoščiti, zato je niti ne izplačujejo. Zdaj bo pa to še celo postala obveza. Kam bomo mi prišli? Jaz sem bila zadnjič, na sejmu sem bila zares šokirana, ker je eden izmed slovenskih podjetnikov, bom rekla, da kar izlil svojo dušo, no, tako v nekem zasebnem pogovoru, in je rekel, da ne ve, ali ga bojo pelali v umobolnico ali pa ga bo kap zadela. Da je stanje tako kritično, da se vsak dan v njegovem podjetju sprašujejo, a bodo lahko še šli naprej ali ne. Pa je to drugače eden izmed večjih podjetnikov v Sloveniji. To ni nek manjši SP-jevec ali DO. Tako da, mislim, mi se sploh ne zavedamo, v kakšnem blatu smo se mi znašli kot država. In Golob, ki je prišel kot nek ne vem kakšen menedžer na to oblast, mislim, menedžer. On je celo življenje operiral samo z državnim denarjem. On je operiral s podjetjem, ki ga financira država, ne, davkoplačevalci. Dobival cenejšo energijo, ker je bila iz nuklearke. To moramo vedeti. Tako. Ja, zato je potem lahko toliko dražje prodajal. Poleg tega, da si je izplačeval bajne nagrade, ne, milijonske nagrade, in pa seveda imel še sumljive posle na Balkanu. Torej je on sam eno veliko korupcijsko tveganje. Logično, da potem tak človek ne more priti z nekimi konkretnimi ukrepi za gospodarstvo, ker on niti ne ve, kaj je gospodarstvo. On ne ve, kaj je to prosti trg. On ve, kako se dela z državnim denarjem. Ja, baše se ga v svoj žep, saj on tako počne, saj on to tako počne. Ampak on pa ne ve, kaj je to, da ti zares moraš preživeti na trgu. In jaz mislim, da si on niti ne predstavlja trenutno, kako morajo podjetniki zategovati pasove. In on bo zdaj samo, rekel bo, ja, obvezna božičnica za vse, to se volilcem sliši dobro, sploh verjetno tudi tistim v javnem sektorju, kjer trenutno božičnice ni. A si lahko predstavljamo, kakšen strošek bo to zdaj za državo? Da bo še ves javni sektor dobil božičnico. Še 1 milijarda več, to se pravi 2 milijardi luknje v proračunu bo dobila nova vlada. Ne? Ja. Da ne govorimo o tem, da spreminjaš pogoje za podjetnike praktično vsake pol leta. No? Ljudje se selijo sem, se tja, zaprejo, odprejo, ne vejo, kaj bo. Konec koncev tudi, če pride nek tujec pa reče, kako naredim podjetje, a sem lahko SP? Povejte mi, kdo mu zna povedati? Se mu noben ne zna povedati. To je misija
nemogoče se še Boštjančič ne ve, kaj bo. Potem ga pa še Golob raje usmeri na Hrvaško, da naj tam odpira svoje podjetje. Ne? Tako, in tam vejo, zakaj gre in so šli vsi na Hrvaško. Tako. No, skratka, zdaj tale teden, prav zdaj je bil pa sprejet tudi zakon, nov pokojninski zakon, oziroma ta novela, saj ni nič novega. Ne? Seveda so tudi, dejansko je bila že prej pobuda, da bi ukinili na nek način SDS, ta stranka, v kateri ste tudi sami, je predlagala, da bi enostavno popravili ta pokojninski zakon s tem, da bi ukinili dedovanje pokojnin. Ne? Konec koncev zdaj ne vem, imamo mi neko plemstvo ali plemstvo Rdeče zvezde, zvezdnato plemstvo, ki si deduje še iz revolucije te pokojnine. Zdaj nisem še prebrala zakona, ampak verjamem, da ki te podedovane pokojnine imajo, jih bodo tudi obdržali. Kako pa bo naprej, pa bomo videli. Imate vi kaj podatkov? Nisem toliko seznanjena s tem, no, ampak se pa zavedam, da imamo mi res v državi neko plemstvo, no, kot ste sama zelo dobro to označila, ki se vleče še seveda iz bivšega režima. Ne? Tisti so pač, ki so simpatizeri tega režima, ki so njemu zelo blizu, kot recimo Svetlana Makarovič, imajo bajne privilegije. Zakaj? Ker, tako kot sem se prej izrazila, ne, to so v bistvu neke vrste plačanci. Zato, da so oni, kako bi rekla, kot neki promotori, influencerji, če se lahko tako izrazim, za ta totalitarni režim. Zato so seveda tudi nagrajeni. Ne? In jaz to absolutno podpiram, da bi mi takšne privilegije ukinili, ker to je konec koncev breme za državni proračun, poleg tega, da je nepravično. Ne? Mislim, mi imamo socialiste na oblasti, ki se zauzemajo za to, da bi imeli vsi enako, po drugi strani pa ustvarjajo nek ozek krog ljudi, ozek krog elite, ki pa ima lahko nekaj več od večinskega prebivalstva. In zakaj? Kaj so pa naredili za to? Nič. Ni Slovenija intimna opcija. Tako. Ma še vedno slovijo Rdečo zvezdo in ta Rdeča zvezda jih plačuje. Točno tako. Kako dolgo bo to še trajalo, Karin? Jaz upam, da bo naslednja vlada to odpravila. No. Če dobimo res neko vlado razuma, ali kako bi rekla, da se bo tudi to ukinilo in da končno nehamo tudi simpatizirati s prejšnjim režimom. No, ker to pa zdaj ampak te, ki že imajo podedovano, ne, med tale z pokojnino 1B, da to je nek mlad človek, sploh še ni v pokoju. Ne. To se vleče, ne. Recimo posvojiš nekoga, ne, rečeš, dobro, star sem 95, mogoče pa naslednje leto me ne bo več, posvojiš nekoga in potem on lepo deduje to pokojnino. Ne. To so kar lepe metode, ne. Ja, seveda. Oni so se nekako dobro naučili, ne, kako se lepo hodi skozi življenje. V bistvu ti samo vpiješ to, kar je pač vpil ta mladenič na tisti partizanski proslavi. Pod zvezdo smo bili močnejši, to vpiješ, ne, recimo. Ja, seveda. Pa si preskrbljen do konca življenja. Pa še neš si Rdečo zvezdo? Ja, tako. Še nosiš prave simbole, mahaš z jugoslovansko zastavo in tepniti v službo ni treba. No, mislim, se živiš kot gospod dobesedno. Ne? In mislim, se tudi vsak totalitaren režim do zdaj, če pogledamo zgodovino, je na tak način nagrajeval tiste, ki so bili ustrezno indoktrinirani in so tudi vpili ustrezne parole. Ja, še enkrat bom prebrala stavek J.K. Rowling. Če podpiraš, da država kaznuje tiste z nasprotnimi pogledi, si totalitaren. To se moramo spomniti. Tale X zapis od Rowlingove je zelo dober. Ne? Ni ona zastonj tako brana avtorica. No, ampak poglejmo zdaj spet tale božičnica. Ne? Mislim, zdaj je to ta predvolilni sladkorček. Ne? Zdaj so pač se spomnili, mogoče bližajo se volitve, moramo nekaj narediti. Ampak vendarle božičnica, kje so zdaj upokojenci, ne? Ker imamo pokojninsko zakonodajo. V bistvu so tudi spizovo blagajno izčrpavajo tisti, ki niso v pokojninsko blagajno nikoli nič ali pa so zelo malo plačevali, ker božičnica ne bo potem tudi za upokojence glede na to, koliko so oni vplačevali v blagajno. Ne pa, da vsi zdaj dobijo 150 evrov. Ja, jaz se popolnoma strinjam. Tukaj pa moramo imeti vsi enake želodce. Jaz se popolnoma strinjam s tem. Jaz mislim, da mi bi se morali več ukvarjati s tem, da
s tem podatkom, da imamo mi, se mi zdi, da že skoraj 60% upokojencev pod pragom revščine, ne. To je zares zaskrbljujoč podatek, ki se je, ta procent se je povečal ravno med aktualno Golobovo vlado. Ja. Pa oni so, pa kot cel čas govorijo, koliko so oni naredili za upokojence, pa za ljudi nasploh. Nič niso naredili, ne. Oni dejansko spravljajo ljudi na rob preživetja, uničujejo podjetnike, uničujejo položaj upokojencev. In ta pokojninska reforma, če ji lahko tako rečem, ki se napoveduje sedaj, ki v bistvu še podaljšuje, ne, to dobo za izračun pokojnine, to pomeni, da bojo ljudje imeli zaradi tega slabše pokojnine, ne. Kar je vi, to ste vi, to je vaša generacija. Točno ne? tako, to sem jaz, ne. In nam se zaradi tega obeta zelo, zelo slaba prihodnost oziroma slabo življenje v poznejših letih. In jaz upam, da glede na to, kako se oni radi zelo počasi obračajo v tej vladi, da jim mogoče to ne bo uspelo izpeljati do konca mandata. Iskreno upam, ker drugače ne vem, kaj lahko pričakujem, ker mi se moramo zavedati, da imamo tudi zelo hudo demografsko krizo. In če ljudi ni, potem tudi ni vplačil v pokojninski sistem, ne. Potem se v bistvu tisti osnovni stebri države sesujejo in od česa bomo mi potem ljudje živeli. Ja. Ampak s tem problemom se nihče ne ukvarja. Ja, ne, ker čez pol leta so volitve in oni bodo že na kakšnih otokih mogoče. Ja. Mi imamo v bistvu v Državnem zboru celo poslanko Lucijo Tacer, ki je javno izjavila, da bolj, ko se govori o otrocih v parlamentu, da vse manj je njej do tega, da bi sama imela otroke. Je super, meni je vseeno, kaj ti počneš v svojem zasebnem življenju. Res briga me, ti si tam zato, da rešuješ probleme, s katerimi se mi kot družba, kot celota soočamo, in to je demografska kriza. Ne pa, da ti meni govoriš, a tebi je do otrok ali ni. Meni, mislim, to res... To niso, ne da te ljudje niso zreli za politiko, za obvladovanje države, to niso osebnostno zreli ljudje. Zato pa smo tam, kjer smo. Ne? No in seveda mladi bodo imeli še manj možnosti, da bi dozoreli osebnostno, ne? Ker zdaj pa bo praktično marihuana, ne? Bo pa v psihiatričnih ustanovah dovoljena, potem bo na delu, ne? To bo poslabšalo varnost pri delu. Delodajalci so proti temu, zdravniki pravijo, da prihaja do zastrupitev s konopljo lahko, ampak zadeti, tako v narekovajih, v navednicah, bodo tudi zdravniki, piloti, učitelji, skratka, kaj se nam zdaj obeta, vsi zakajeni bodo, cela Slovenija bo kadila, nihče se sploh teh stvari ne bo spraševal, o katerih zdaj govoriva. Ja, no, s takimi zakoni se pa razgraja družba kot celota, ne. Zdaj, mi imamo vse te probleme, ki smo jih že prej omenili, ne, se pravi, nam dejansko trenutno pred očmi razpadajo vsi stebri naše države, ne, ampak mi se pogovarjamo o tem, koliko jointov bo lahko vsak skadil doma, če se lahko tako izrazim. Imel doma, ampak otrok ne bo prišel do njega. Ne? Recimo, ti boš imel na balkonu rastline, otroci pa ne bodo. Seveda, ne. V praksi bo to vse regulirano. Ločeno, pa vsi bodo to nadzirali. Nobenih zlorab, to je vedno, vse gre vedno po regalcih, ko pride do izvajanja. Ja, če se malo sarkastično zdaj tukaj izrazimo. V bistvu zelo paradoksalno se mi zdi, da je nekako levi pol vedno tisti, ki govori v duševnem zdravju mladih, ne, o duševnih stiskah, da se moramo o tem pogovarjati. Po drugi strani pa uvajajo take zakone, ki bodo še poslabšali duševno zdravje mladih. Ker treba se zavedati, jaz kot predstavnica moje generacije se dobro zavedam, da imajo mladi danes veliko težav z drogo. Droga je zelo dostopna, zelo hitro se pride do nje, in marihuana se danes tretira, ne vem, kot da greš ven na cigaret. To danes ni nič takega. Veste, zakaj je to tako? Ker je elita vsa na kokainu. Marihuane sploh noben več ne pogleda. To sploh ni več aktualno za elito. Ja, to je zdaj samo za poulične reveže, da tako rečemo. Ne? No, to
To ste dobro izpostavili. Ja, to je za Rajo, nagrada za Rajo. Za Rajo je to, ja. Pa da bojo skozi vsi zadeti, da se ne bojo ukvarjali s tem, Tako. kaj jim mi počnemo Ja. na dnevni bazi. Ja, točno tako. Ampak treba se zavedati, se tudi predstavniki stroke so to izpostavili, da se mladi sploh ne zavedajo, kako je marihuana drugače škodljiva za mentalno zdravje. Ne? Ker danes velja neka izkrivljena percepcija, da ti marihuana pomaga, da je to dobro zate, ne? Da te to vse na nek način jih pomiri, ne? Ampak po drugi strani pa uporabniki marihuane imajo veliko hujše psihotične motnje, kot pa recimo, ne vem, uporabniki drugih drog. Poleg tega, da postanejo zelo nasilni. Pa še to, da lahko prihaja do, da je večja možnost za nasilje do partnerja. Ne? Recimo, imamo mi te levičarje, ki veliko opozarjajo na to, da o nasilju nad ženskami v partnerskem odnosu. Po drugi strani bi pa uvedli, se pravi, rekreativno uporabo marihuane, ki nekako še povečuje to nasilje v partnerstvu. Ne? In seveda oni se na mnenje stroke se požvižgajo, se pravi, uvaja se tudi toleranca THC-ja pri vožnji. Ja. Pri vožnji. No, in brez da se ti posvetuješ stroko, ne, ki dejansko ve, kako se tem stvarim streže in kakšne posledice lahko pridejo iz tega, in to samo uvedeš med prebivalstvo, mislim, to je dejansko, to je tempirana bomba. Mi imamo že zdaj zelo alarmantne razmere v prometu, veliko smo imeli to leto prometnih nesreč, ne? Veliko je tudi vinjenih za volanom, pol bi pa mi še uvajali toleranco na droge za volanom. Ja, in potem voznik ne bo kriv, saj to je dovoljeno. Ja, ne? seveda. Zdaj boš popil eno pivo, tisti, ki bo popil eno pivo, ta bo kriv, bo presegel mogoče to mejo. Ampak tole pa ne vem, kdo bo pa to sploh meril. Ne? In potem bo toliko in toliko več nesreč, potem se bomo pa spet vsi spraševali, pa kako pa je to mogoče? Zakaj pa imamo zdaj toliko in toliko več nesreč? Ja, točno zaradi tega. Ne? In to uvajajo. Zakaj to uvajajo? Ker vejo, da mladi so pač temu zelo naklonjeni danes, ne? In s tem iščejo, se pravi, volilno bazo. Ne? To je samo temu namenjeno. Ne? Ker z resnimi problemi se pa ne ukvarjajo. Oni se ukvarjajo s popolnoma sekundarnimi, celo terciarnimi stvarmi oziroma popolnoma nepomembnimi zadevami. Ne. Samo zato, to je popolni populizem v bistvu. No. To je čisti populizem, oni samo iščejo načine, kako Kruha in iger oziroma marihuane in iger. Tako, ja. Dobro povedano. Dobro, zdaj predvolilna kampanja se je začela. Ne? Eden od sistemov, ki nam je tudi praktično razpadel, je tudi zunanja politika. Ne? Ampak kljub temu preseneča, človek ne more verjeti, kaj vse bomo še slišali, ne? Da sta Tina Gaber Golob in Robert Golob, ko še ni bila Tina Gaber Golob, ampak je bila samo Tina Gaber, poleti, mislim, da 4. avgusta sta prosila, Golob je zahteval zunanje ministrstvo za naslove veleposlanikov, tujih veleposlanikov, naših v tujini, potem žena tujih voditeljev, da bi seveda Tina Gaber je takrat še bila, pisala ženam predsednikov tujih vlad po Evropi in drugje, da naj posnamejo, pazite to, video s podporo Palestincem in z obsodbo Izraela. Pa poslušajte, pa kaj je to videoprodukcija Gaber Golob zdaj, ali kaj imamo zdaj v tem kabinetu vlade, se človek ne more verjeti. Ja, to se pa zgodi, ne, ko ti spustiš neko kvazi influencerko blizu tako vplivnega človeka. In zdaj se ona špila šefico države, če se lahko tako izrazim. Ne. Saj sem tudi slišala neke govorice, da naj bi ljudje, ki so pač zaposleni na vladi, da so že slišali večkrat, no, kako Tina vpije na Roberta Goloba, če ji ni povšeči, kaj on počne oziroma če je ne posluša. Tako da jaz mislim, da se nas more zelo, zelo skrbeti, kaj smo dejansko mi dobili zraven samega vrha države. Zdaj, jaz nočem biti žaljiva, ne, ali kakorkoli, jaz spoštujem pač njuno zasebno življenje, zdaj, če se res ljubita, bodita skupaj,
Ampak jaz v tej ljubezni, no, nažalost ne vidim neke pristnosti, plus da tudi vsi vemo, kakšna je preteklost Tine Gaber Golob, ne. Ona je vedno se nekako, ne vem, po naključju ali načrtno se znašla poleg vplivnih moških, ki jih ni bilo malo, ne. Vedno so bili to moški z veliko denarja in se mi zdi, da se vsi dobro zavedamo, kakšne so te ženske, ne, in kaj vse so pripravljene narediti za to, da pridejo do vpliva, do denarja, do luksusnega življenja. In se v bistvu Tina Gaber tega niti ne skriva, ne, oziroma Tina Gaber Golob. Ona je v bistvu po poroki objavila videoposnetek, kjer je ona v poročni obleki s sončnimi očali gor, njene družice zraven. In zdaj ga bomo pokazali, prav zdaj. Pa ga bomo komentirali. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Kaj je to? Jaz sem bila šokirana. Jaz sem bila zares šokirana, ker človek bi si mislil, da do zdaj se bo pa mogoče že naučila obnašati, ampak ne. Ona je pokazala, da je ena navadna sponzoruša, če se lahko tako izrazim. Poleg tega, da objavlja na socialna omrežja, se pravi video z glasbo zadaj, ki govori o Pablo Escobarju, torej nekem narkokralju, ne? Ja. Povezanim s kokainom, z zločinom, kriminalom. In njej se to zdi normalno. Ne vem, očitno se to njenemu možu zdi normalno, njihovi PR službi. Jaz tega res več ne razumem. In ona ne skriva tega, da se njej gre samo zato, da pride do luksusnega življenja. Ona je dobesedno pokazala, meni je vseeno, kaj se vam dogaja v državi. Jaz sem do denarja in do položaja prišla. In vseeno, kaj si vi mislite, kaj to pomeni za Slovenijo. In, ja. in to je bilo sporočilo tega videa. Ampak veste, kaj še eno sporočilo je, bom povedala, ker tudi učim nastop pred kamero, ne, ali pa komunikacijo. Edina stvar, ki res pade takoj v oči, kar jo seveda jaz vedno odsvetujem, je, da gospa Gaber Golob nastopa s sončnimi očali. Vse druge gospe pokažejo svoj pogled, kajti v očeh vedno vidimo lahko marsikaj. Kaj je tisto, kar bi mi lahko videli v teh očeh, če ne bi imele sončnih očal? O tem se moramo mi spraševati. Najbrž imate kakšno idejo? Dobro vprašanje. Ja, tako, no, skratka, lejte, tole je res, tole je pa bilo vrhunsko iz te videoprodukcije Gaber Golob. No, zdaj moram reči tudi Golob. Čeprav takole pri teh videih, ne, ki jih zdaj producira gospa, bi mogoče zdaj pa res potrebovali, tako kot imajo v Ameriki v predvolilnem času, da piše pod videom, ta video je odobril Donald Trump ali pa Golob. V našem primeru Robert Golob. Robert Golob, ker tole pa zdaj človek res ne ve, kam to sodi. Ali je to video obeh nje, ali kako je zdaj to? Primka sta zdaj pri njej oba, ne? Tako da moramo... To je zdaj nivo naše državne politike, nažalost. Mi, se pravi, razgrajajo se temelji naše države, imamo sovražno retoriko v državi, poziva se k nasilju drugače mislečih in pa nimamo več nobenega ugleda kot država. In to, da zdaj ta gospa piše se še celo prvim damam, oziroma ona je samo sebe kar proglasila, ne, za prvo damo. Ja, first lady. Čeprav ona v Sloveniji, glede na funkcijo, ne, glede na to, kakšen sistem imamo mi v Sloveniji, ona sploh ni prva dama. In je tudi nimamo, ker ima Nataša Pirc Musar moža. Tako, mi imamo trenutno prvega moža oziroma prvega gospoda v državi, ampak ne, ona se je proglasila za prvo damo, ker ona ne more biti nič manj od tega, njej to pripada, ona je po to sem prišla. Lejte, to je pa, jaz mislim, da precedensno. Jaz mislim, da tudi po Evropi se v tem trenutku sprašujejo, kaj se pa tlele v Sloveniji dogaja, se jim je čisto zmešalo, ne? In kako se bomo mi kot država iz tega izvlekli, mislim, to je pa res vprašanje, ker tudi ko bo prišel nek drug predsednik vlade, ne, nek drug vodja države, bo še vseeno trajalo kar nekaj let, da se bomo mi otresli tega vpliva Tine Gaber Golob, vsega tega
Lejte, to zdaj ostane na spletu, a ne? Kar je na Seveda. spletu, se ne zbriše. Predstavljate, kaj bodo to vrteli. Bo prišel nekdo drug, mu bodo zavrteli to. To je res sramotno. To je Če smo sramota, odkriti, je ja. to škoda Sloveniji. Ja. Ampak glejte, od vsega tega marketinga in tega influencerstva in vsega tega se seveda očitno ni distancirala in se ne distancirala niti cerkev, ne? Ker tule imamo posnetek patra doktorja Roberta Bahčiča, ki seveda je rektor Marijinega narodnega svetišča na Brezjah. Prav je, da je pozdravil predsednika vlade in njegovo soprogo, ampak na nek način, jaz sem prepričana, da je dr. Robert Bahčič temeljito proučil scenarij dogodka. Šlo je za dogodek, da je posvetil nekega plišastega kužka, ga postavil na tisto mesto ob tej brezjanski sliki Brezjanske Marije, ker je to pač v spomin in pa v podporo otrokom z rakom, ne. Zdaj, tale dogodek, jaz tiste posvetitve namenoma ne kažem, ampak tole srečanje, ta dogodek v cerkvi je seveda vzbudil veliko nelagodja tudi med vernimi. Namreč ta cerkev, videli smo, oziroma ta vlada ukinja zasebne vrtce, tudi katoliške, če hočete. Še danes ni pokopala vseh po vojni pobitih, ki jih je Rdeča zvezda pobila ljudi. Prevaža jih z gajbicami okoli. Pravosodna ministrica organizira takele proslave, a ne, da ne govorimo o tem proračunskem primanjkljaju. Skratka, ljudje so ogorčeni. Nenazadnje ta cerkev nima niti dovolj denarja za obnovo vseh cerkva. Prav vlada Roberta Goloba jim to odreka. Zdaj, in na drugi strani se zgodi na Brezjah tale politični marketing. Ja, zdaj, kot ste že sama zelo, zelo dobro omenila, ne, ta vlada oziroma predstavniki oblasti ne odražajo nekih krščanskih vrednot oziroma nekih univerzalnih civilizacijskih vrednot, ne. In potem se pa pač dogajajo takšni dogodki. Jaz mislim, da se zavedajo, da so pač volitve blizu. Tudi, mislim, glejte, meni se zdi lepo, ne, sama gesta za, se pravi, bolne otroke z rakom, pač tukaj nimam kaj komentirati, ampak po drugi strani smo bili pa že večkrat priča temu, da je Tina Gaber Golob zlorabila otroke se pravi, za promocijske namene, ne, za svoje socialne omrežja. Recimo, ravno okrog Božiča se je zgodilo, da je pač obiskala neko osnovno šolo, da je tja prišla z Miklavžem, dedkom Mrazom, da je prišla obdariti otroke, vendar te otroci so dobili darila samo pod pogojem, če so njihovi starši dali soglasje, da so njihovi otroci prikazani na njenih socialnih omrežjih. Torej, tisti otroci, katerih starši niso dali soglasja, so morali gledati obdarovanje samo od daleč. No, temu se pa reče sebičnost, ne. In glede na njena dejanja v preteklosti, jaz nažalost, ja, tudi jaz bi sama temu rekla neka navadna samopromocija, ne. Želi se jo prikazati kot neko humanitarko, ona na tem imidžu zelo dobro dela, ne, ljubiteljica živali in tako naprej. Po drugi strani pa deluje tako protislovensko, ne, z objavo takšnih videov, kot smo prej videli. Tako da No, ampak tudi recimo cerkev sama, ne. Zdaj dr. Robert Bahčič, gotovo je bil v tujini, tako kot mi vsi gremo v cerkve, plačamo vstopnino seveda in velikokrat, zelo velikokrat v teh verskih objektih piše prepovedano fotografiranje, a ne. Zdaj, če nekdo pride nekam na obisk, seveda mu gostitelj pove, zdaj, če je bil to nek dogodek, predviden scenarij, so najbrž preučili, kaj se bo dogajalo, bi lahko mogoče se dogovorili, ni snemanja. In tudi, če so se, mora biti tam nekdo, ki reče, oprostite, ni snemanja, ne. Ne moreš pa ti spustiti v hišo nekoga in on se potem ne drži pravil, če so sploh bila, ne. A veste, tukaj je tudi en spolzek teren, kako se res, ko pa pride oblast,
ne, pa potem se pa pozabil na vse, kar je narobe. Se najprej se kritizira, nimamo denarja, nimamo tega, ni zdaj vrtca, ni tega, je evtanazija, a ne, bomo slišali, ampak glejte, ko pa pride ta oblast skozi vrata, pa se pa kar pozabi na vse to. Ja, to se nažalost danes zelo pogosto dogaja na vseh področjih, a ne, tudi recimo v gospodarstvu, a ne, naprimer, kjer imamo trenutno res tako kritično stanje, iz katerega ne vem, kdaj bomo sami išli. Potem pa imamo Joca Pečečnika, ki veselo, ne vem, prijateljuje z Golobom, je bil na njuni poroki in tako naprej. Namesto, da bi se postavil za svojo panogo, za svoje kolege, ne, so pač oni veselo prijatelji med seboj, očitno se pač dogaja tudi na tem področju enako, ne. Jaz tudi mislim tukaj, da zna biti Tina Gaber Golob zelo, zelo hudo vsiljiva, ko pride do raznega fotografiranja, ne, da gospa zelo rada doseže svoje, samo zato, da dobi všečke, da se lahko prezentira kot ne vem kakšna dobra oseba na omrežjih, pa mi vsi dobro vemo, da če moraš ti nekaj dokazovati na vsak način širši javnosti, da ti pa si dober človek, da potem sigurno s tabo nekaj ni okej, ne. Tisti, ki so zares dobri ljudje, to nosijo v srcu in vedo, da delajo prav, imajo čisto vest in ne rabijo nikomur tega dokazovati. No pa dobro, pa vsi novinarji, ki hodimo v te razne ustanove, pa tudi kulturne, moramo prej dobiti dovoljenje za snemanje, če sploh dovolijo, a ne? Pa ne, da prideš pa s telefonom, kar slikaš. Pa smo se prej zmenili, pa ja, in tako naprej. To je tisto, kar je zelo moteča. Ta dvojna merila, ki so praktično povsod. Očitno tudi na Brezjah. Očitno. Ja, očitno se je nažalost tudi cerkev nekako pokorila tem našim današnjim dvojnim standardom, ne. Jaz tudi pogrešam glas cerkve, ko pride recimo do evtanazije, ne, do zakona o evtanaziji, ki se nam zdaj obeta oziroma se napoveduje tudi referendum o njem. Jaz mislim, da predstavniki bi se morali oglasiti in da se nekako preveč držijo nazaj v strahu, kaj bo, če bomo majčkeno povedali svoje stališče. Če bomo povedali, očitno tudi oni se zavedajo, da jezik za zobe cerkev. To je zdaj ta rdeča nit, ki se vleče skozi vso tole oddajo. Jezik za zobe, je rekla Rdeča zvezda in to je zdaj to. To se je recimo pokazalo tudi, ko je katoliška mladina želela organizirati tisti vikend vojaških veščin. No, in seveda to je bil medijski škandal, da kaj se pa v cerkvi gredo, da jih bodo učili nasilja, medtem ko bi to bil samo nek tečaj preživetja pa rokovanje z orožjem, kar se meni zdi, mislim, dajte, mi imamo veliko pač takih društev, se to je čisto dovoljeno. Paintball, se ves čas lahko s paintballom streljamo. To so pa stvari, ki so pri nas, ki normalno potekajo, s katerimi nimamo nobenega problema. To bi celo bile airsoft puške, to veliko mularije poznam, ki imajo te airsoft puške doma in se pač z njimi streljajo, mislim, in če jih nekdo nauči, se pravi, dobrega rokovanja z orožjem, pametnega pa nekih vrednot, mislim, ni to fajn, ne? Jezik za zobe katoliška mladina. Ampak seveda so odpovedali zaradi pritiskov in to se meni ne zdi prav. Lejte, moramo zrasti na vseh področjih. No, seveda, zdaj posnetek tega tedna je pa tale, zdaj naslednji, kako je pa direktor strokovni direktor, tako moram reči, Splošne bolnice Novo mesto, Boštjan Kersnič, pa upognil hrbet in dovolil, da ga je ministrica za zdravje dobesedno zajahala. Zdaj, a veste kaj, no? Mislim, to je tipičen pogled o vsem tem, kar govorimo. Tudi bolnišnice, tudi zdravstvo, tudi to govorijo, ampak potem pa damo jezik za zobe, pa lepo dovolimo, da nas zajaha politika. Dobro povedano. Jaz mislim, da ta slika na splošno je zelo dober odraz celega tega mandata. Se pravi, nam se dogaja katastrofa, voda nam dere v hišo, utapljamo se, ampak mi se smejčkamo, kot da saj vse v redu, saj bo boljša, kot Slovenci to zelo radi počnemo.
Sej Golob nas bo rešil iz vsega in tega, še malo pa bo. upravičeno se reži, ne? Ono se upravičeno reži. Ne? Zdaj, ko so naredili ta dar mal po celem zdravstvu, privatniki odšli, direktorjev ni več in zdaj imamo pa tole sliko. Sej nasplošno je ta ministrica, gospa Valentina, za moje pojme popolnoma nekompetentna za ta resor. To že nekako dokazuje samo svojo prezenco. Jaz mislim, niti nekako, ne zna, ni dorasla tej funkciji. Jaz mislim, da se niti sama točno ne zaveda, kaj se v zdravstvu zares dogaja, ne? Da imamo mi zares alarmantno stanje, da ljudje umirajo na urgencah. Na hodniku. 48 ur, ne vode, ne hrane, nič. Ampak ona se reži. Ona se reži in je na štuporamo. Pa Glejte, koliko je tukaj malo vode. Ne, sej pa to gledam, sej to ni neka poplava, ne, ampak veste kaj, strokovni direktor, to je to, ne, strokovni direktor, nekaj, to je tudi funkcija, ki nekaj pomeni, ne. No, in potem imamo tu dva posameznika, ki seveda vodita državo, to je predsednik dr. Robert Golob in predsednica Nataša Pirc Musar, ki se zdaj že kar nekaj mesecev dogovarjata, kdo bi bil na ključnih pozicijah v državi, ne. Nataša Pirc Musar je zdaj predložila neko novo ime za žensko guvernerko, zdaj ne vemo, bo Gibanje Svoboda reklo ali ne, ali kako bo zdaj s tem. Torej vprašanje, ki se tu odpira, je, zakaj pravzaprav predsednica države ne sprejme tiste gospe za guvernerko Banke Slovenije, ki jo dejansko podpira večina teh strank. V čem je zdaj problem? Zakaj gre tukaj? Zdaj tukaj je zelo zanimivo to, da recimo mi imamo, se pravi, na najvplivnejših položajih v državi ljudi, ki pripadajo neki isti opciji, neki isti kliki, o kateri smo že prej govorili, se pravi, to so te naši glasniki rdeča buržoazija, glasniki Rdeče zvezde, ampak očitno imajo še oni neke težave v raju občasno, se pravi, se niti med sabo ne znajo zmeniti, imajo neke konflikte, prepirčke in se mi zdi, da ta klika, ki jih je ustoličila, se še sama zaveda, da se je mogoče majčkeno zmotila, kar se tiče teh posameznikov, da te pa mogoče res niso dorasli tem funkcijam. Zdaj jaz mislim, da v tem primeru gre predvsem za merjenje moči, Se pravi, kdo bo zdaj zmagal, kdo je zdaj močnejši. Se pravi, predsednica države ima neke svoje preference, neke svoje kandidate, po drugi strani Svoboda trmasto vztraja pri Saši Jazbec, ki naj bi imela tudi nekega vplivnega moža, pa sploh ne vemo, če je dovolj kompetentna ali ne. V glavnem zdaj dejansko se grejo vlečenje vrvi, če se lahko tako izrazim. Ampak ta peteljini boj gre zdaj na naš račun, na račun Slovenije. Slovenija nima funkcionarjev, nima guvernerja Banke Slovenije, ne? Sej za njim, mislim, njim je tako ali tako vse eno za to. Oni so že uničili vse stebre te države in jim je vseeno, tudi če smo brez teh, tudi če nimamo vodilnih kadrov v teh institucijah, ker itak mislim, njim gre samo za to, da se pač obdržijo na teh svojih vplivnih stolčkih, da se nekako, kako bi rekla, vire premoženja že tako ali tako imajo, preskrbljeni so za celo življenje. Tudi v tujini, mogoče na kakšnih otokih. Tudi v tujini, seveda mi vsi dobro vemo, da mož predsednice države, se pravi Aleš Musar, posluje v davčnih oazah, je velik tajkun, pri njima doma je res gromozansko premoženje, v bistvu one dva sta predstavnika neke buržoazije, imata, mislim, zelo res zajetno premoženje. Tako da, oni so nekako navajeni tega, da, kako bi rekla, vejo, mislim, znajo se postaviti na ta pravo stran za to, da bodo prišli do premoženja, do lagodnega življenja in nekako zato, da si tak posameznik, moraš imeti tudi zelo velik ego, Moraš biti nekako, mora ti iti samo za neke materialne dobrine in če imaš pa zelo velik ego, potem tudi pri takih državniških odločitvah
pa mogoče ne znaš narediti koraka nazaj, ne? Ko bi No, ga moral. Sej recimo ta ego pogojuje tudi dejstvo, da zdaj ne govorimo o konkretnih primerih ali pa tudi mogoče, da nekdo v bistvu, ki ima velik ego, niti ne ve, da nečesa ne ve. Ne. Zdaj, ko se spustiš na neko funkcijo, pravzaprav, če si takega kova človek, se spustiš ne, da bi vedel, kaj te sploh čaka, oziroma da niti ne veš, da ne boš kos. Ne. Ja, In se pač točno tako. spustiš. Ja. Ja. In tudi ti posamezniki se mi zdi nimajo nekega občutka za samorefleksijo, ne, da bi se vprašali, čakajte, a bi jaz to lahko boljš naredil, a delam pravilno v tem trenutku, a imam v mislih se pravi interes naroda, a zdaj delam samo zase, ne. Ali pa za botra, ki te je predlagal. Ja, ki te je predlagal. Oni v bistvu se o tem niti ne sprašujejo, kaj je zdaj dobrobit naroda, kaj je dobrobit države, ampak samo lasten ego, se pravi, da se ostane na položaju odločanja, da se ohrani njihove vire preživetja, njihove vire lagodnega življenja. In zaradi tega pa smo zdaj v taki krizi, kot smo, ker smo pač take nezrele ljudi, ki so bili celo življenje navajeni samo nekega luksuza, ne. V bistvu oni se znajo dobro prodati, zato da pač potem tudi dobro živijo. In ko pa take ljudi spustimo na tako močne položaje v državi, pa potem imamo to, kar zdaj imamo. Ne. Vprašanje, ali je bila njim samostojna Slovenija intimna opcija? Ja, jaz bi rekla, da nikakor ne, oziroma da se v tem niso niti sami nikoli spraševali, da njim je za to vseeno. Kje živijo, kako, mislim, v kakšni državi živijo, važno, da pač imajo, tako kot sem rekla, lagodno življenje. Ne? In zato dobro vejo, kaj je treba narediti, komu se je treba prikupiti, kakšne parole je treba uporabljati v javnosti in so seveda zato tudi zelo dobro poplačeni. Kaj se pa dogaja z državo, kaj pomeni biti Slovenec, kaj ti pomeni domovina, jaz mislim, da se v teh vprašanjih s temi vprašanji oni ne ukvarjajo. No, še eno od področji, ki je pravzaprav zelo se poslabšalo v času te vlade, pa je seveda zunanja politika. No, ampak na enem področju so pa gospe, ti dve sta predsednica, zunanja ministrica in seveda tudi država, gospod Golob, so pa prepovedali Miloradu Dodiku, najbrž tudi pod kakšnim pritiskom, so mu prepovedali vstop v Slovenijo in seveda je potem takoj tole Milorad Dodik vrnil in je prepovedal vstop v Republiko Srbsko Nataši Pirc Musar in Tanji Fajon. Zdaj pa poglejmo, kaj je o tem rekel ljubljanski župan Janković. To, kar je narejeno zdaj kot nek kontraukrep, pa me ne zanima, pač njihov zakon se ne bom spuščal, ne, pele v tisto, kar meni ni prav. Namesto sodelovanje pele v razdvajanje. Mi bomo zdaj kaznovali samo enega, jaz bom dva, zdaj bom 4. Kam pele to? In še enkrat pravim, ne pozabiti, da nedolgo tega, že vsi ti sobi ste vedno tisti časi živeli, ne? In jaz sem po tej duši, ne, čistokrvni mešanec. Ne mi to pozabiti. Mama živa Slovenka, oče Srb pokojni, rojen sem v Srbiji. Takrat, v mojih mladih letih, kar je bilo najlepše, mi nihče ni vprašal, kaj sem po nacionalnosti se malo druži. Vse mi smo tako izjema po večjih točkah. Smo edina mesta hiša, da smo dali prostore, ne, LGBT asociaciji Pritličje. Ja, glejte, zdaj, kaj ima zdaj tale Dodik s tem, da je on Srb, zdaj kaj zdaj to pomeni? Žugac tukaj ne pozabiti, ne? A ne? Ne smemo o tem zdaj govoriti, ali bo zdaj to, da je Janković Srb vplivalo na našo mednarodno politiko, na zunanjo politiko? Jaz mislim, da je to unikum, da imamo mi župana, ki si upa moralizirati, se pravi predstavnikom vlade. Ne. To je zares neka zelo ekstremna situacija, ki jo imamo v Sloveniji, neko nesorazmerje moči oziroma nam veliko pove o tem, kakšno moč ima Janković v ozadju slovenske politike. Zdaj, jaz mislim, da ta posnetek, ta izjava Jankovića je bila izjemno povedna in sicer tukaj je zares povedal, kje ležijo njegove preference. On se mi zdi, po tem njegovem govoru, se mi zdi, da on ne preferira Slovenije, ampak da mu je Srbija veliko bliže. Saj to je bilo meni razbrati iz tega, kar je povedal. Zdaj on tudi odkrito
je velik podpornik Aleksandra Vučića, ne, poslal mu je tudi tisto pismo podpore, on tega ne skriva in mi se moramo zavedati, da to, kar je Vučić v Srbiji, predstavlja Janković v Sloveniji, a ne, se pravi korupcija na kubik. Zelo zanimivo je pa tudi, ne vem, zakaj se mu je to zdelo potrebno omeniti, da je on dal v mestni hiši prostor tudi LGBT skupnosti. Ja, saj sem dal, ne, vi pa takole. To je bil res zanimiv podatek, ne vem, kot da bi hotel povedati, ja, poglejte, jaz sem naredil to, kar je treba, vi pa meni takole vračate, a ne, kaj se to pravi, a ne, to pa niso te pravila, po katerih se mi igramo. Tako da, ja, mislim pa tudi to, da so se morali že v preteklosti ministri opravičevati javno. Jankoviću nam zelo veliko pove o tem, kaj ta človek pomeni v ozadju. Tako da on dejansko predstavlja velik srbski vpliv v Sloveniji. Očitno tudi njemu ni Slovenija intimna opcija. Ali kaj ja, več kot očitno. To je povedal. Če je v interesu Slovenije, da se drži mednarodnih uzanc in prepove Dodiku vstop, zdaj ker pa on... Ker zakaj bi ga drugače to tako zelo motilo, ne? Da je Slovenija sprejela te sankcije in zakaj bi se mu ob tem primeru zdelo toliko pomembno izpostaviti, da on je pa mešanc. Ja. Ne mi to pozabiti. Rekel je, ne mi pozabiti. Ne pozabiti, ja, jezik za zobe, ne? Ja, točno tako, ja. Je pa res tudi govoril, mislim, da na hrvaški neki televiziji. Tako, ja, tudi to je že omenil v preteklosti, da je on veliki nasprotnik Janeza Janše in da zaradi tega se mu pač ne bo nič zgodilo, a ne? Ja. Ga bodo naši pravosodni organi pustili pri miru, ker je pač on plačal to ceno, ki jo je moral plačati in v zameno pa on lahko se gre svoje nezakonite posle, pa imamo tamle stožice, pa imamo še tiste milijonske dolgove, ki so jih lepo odpisali družini Jankovića, ne, in njim je pač lepo. In je dal LGBT prostor in proti Janši, ne, kaj zdaj še hočemo? Ja. Ne. Kaj hočemo še? Vse je dal. Ja, vse je dal, mi pa takole. Dodika ne spustimo. Dobro, zdaj je pa takrat Janković seveda napovedal nekaj, kar je pripeljalo na smeh na usta marsikoga, ne, povedal je, da bo Ljubljana dobila metro, a ne, zdaj strokovnjaki so takoj rekli, da napisali vse te milijarde, ki bi bile potrebne in ki jih ni, ne. Bog ne daj, da začne zdaj še za metro kopati, ker to bo pa res katastrofa, že zdaj stoji Ljubljana. Res je, metroja zelo verjetno ne bomo imeli, to bo mogoče samo kakšen podzemni dovoz, mogoče na novo postajo. Je pa nekaj res, ne, kar pa so mi tudi zadnjič mi nek taksist razlagal, da pravzaprav tudi taksisti, ki so tudi po nacionalnosti recimo tako kot Janković, ne, so tudi mečkan že siti teh zapor, je rekel, veste kaj, jaz mislim kot taksist, mi je rekel, da je v Ljubljani veliko več prebivalcev, kot so uradno prešteti, to je uradno 300 000, ne, in je ta taksist ocenil, da jih je sigurno 10% več. In to je res. Mi že dolgo nismo imeli popisa prebivalstva, zdaj, če bo šlo tako naprej, mogoče pa res bomo postali milijonsko mesto, pa bomo potem nekega dne res potrebovali metro. To je bil tale razmislek. No, je pa seveda ta teden izbila tudi vest, da je zdaj za kanal C0, ne, Janković pa dobil za ta zadnji del teh par metrov, je pa dobil gradbeno dovoljenje. Kaj si lahko zdaj mislimo? Zdaj v bistvu lahko dejansko pričakujemo okoljsko katastrofo, če se bo to do konca realiziralo. Pa tudi treba je to povedati, da se očitno nekomu zelo mudi, ne? Ker tale Jankovićev projekt je bil v prejšnji vladi ustavljen in potem se je lahko nadaljeval točno, ko je prišla ta trenutna Golobova vlada na oblast. Ne? Torej, očitno nekdo vidi, da se mu čas izteka, da mu mogoče naslednja vlada ne bo več naklonjena in bi zdaj želel pohiteti in seveda, da lepo pobaše vse provizije v svoj žep. Ne? Ja. Da se pride do denarja. Zdaj, kaj bo pa zdravjem Ljubljančanov, to se je pa za vprašati. Ne? Meni je tudi zelo zaskrbljujoče, da recimo se ljudje v Ljubljani močneje ne zoperstavijo temu, ker to pa dejansko lahko pomeni, to je huda grožnja za zdravje ljudi. Mi smo imeli referendum o vodi,
kjer je Nika Kovač mobilizirala velik del prebivalstva za zakon, ki bi še bolj, proti zakonu, ki bi še bolj zaščitil območja ob vodah, pa so grozili, da bomo takrat ostali brez vode, pa ne vem kakšne laži in manipulacije. Zdaj, ko se pa dogaja res katastrofa za okolje in za ljudi, se pravi, so ogrožena človeška življenja, zdaj pa vse tiho je bilo. Ja. Se pravi, se točno ve, takrat, ko je nek denar v interesu, samo takrat se te nevladne organizacije aktivira ali pa ne. Zdaj Nika fajta v Bruslu. Ja, Nika zdaj nima časa, ona more uvesti splav, čeprav ga že imamo, in ona se pač z zdravjem ljudi se zdaj ona ne more ukvarjati. Čeprav je že ne vem koliko zdravnikov iz toksikološkega oddelka javno povedalo, da to pomeni katastrofalne posledice za ljudi, ampak ne. Je pa res, da pravzaprav imajo vsi ti ljudje neke rezervne lokacije. Konec koncev tudi Janković pravi, da bo mogoče kandidiral v Beogradu za ne vem katero funkcijo. Oni se lahko preselijo. Oni so preskrbljeni, oni se tega zavedajo, da oni že dobro poskrbijo zase. Tudi najbrž Janković ne bo pil te vode, tudi če bo tukaj ostal. Verjetno ima on kakšne druge vire. Tako da njim se gre pač samo za denar. Tako to je, za ljudi jim je pa popolnoma vseeno. In ko bo dejansko, sej Bog ne daj, da se ta projekt realizira do konca, ampak če se in bo prihajalo do zdravstvenih težav, takrat bojo pa spet vsi roke dvignili stran. Njih ne bo več. In mi pa ne vemo, to pa zdaj ne vemo. Ja. In spet nihče ne bo prevzel odgovornosti. No, ta teden smo bili priča tudi v Državnem zboru v neki smešni situaciji, da tako rečem. Poglejmo, kako je predsednica Državnega zbora, ne prvič seveda, jemala besedo. Vi hočete utišati opozicijo v delu, ko vas opozarjamo na vašo odgovornost pri spoštovanju poslovnika Državnega zbora. Zdaj vam bom pa jaz povedala resno. Zdaj pa nehajte s tem politiziranjem. Oprostite, vam bom jaz zdaj vskočila v besedo. Utišujete opozicijskega poslanca. Zaradi tega, ker zdaj ste šel pa predaleč. Gospa predsednica, a res želite to delati? Res želite utišati opozicijskega poslanca? Zdaj vas bom utišala in bom povedala svoje, potem boste pa vi lahko spet nadaljeval, pa bova šla naprej. Dajali ste krive ovadbe. Niste sposobni poslušati stališč, ki vam niso po godu. Mi ni potrebno poslušati zdaj tega stališča, ker se ne navezuje na tematiko, ki jo obravnavamo. Mislim, da smo na seji kolegija in da sem bil jaz pri besedi. Če želite govoriti, mi vzemite besedo in potem govorite. Niste zdaj pri besedi. Nisem, ste mi vzeli besedo. Nisem vam vzela besedo, ampak sem vam skočila zaradi tega, ker motite red s tem, ko govorite stvari, ki so... Ali skačemo v besedo? Skačemo v besedo? Zdaj vi meni skačete v besedo. Ne, jaz sem pri besedi, ste vi to povedali. Zdaj vam dajem opomin. Hvala. Prav, hvala lepa. Zapuščam sejo iz protesta zaradi vašega avtokratskega vodenja. Mislim, da bo težko napisati zapisnik pri tej dramaturgiji. Torej, to je res, to, kar se je dogajalo zdaj v tem mandatu in se še dogaja v Državnem zboru, je pa res sramota. Ja, jaz moram reči, da to žensko sploh zelo, zelo težko poslušam. Te njene izjave oziroma bolj bi rekla njene izpade. Jaz mislim, da takoj za Tino Gaber Golob je ona ena izmed večjih sramot za našo državo. Ona je v bistvu popolnoma razvrednotila hram demokracije, tepta pravno državo. Jaz mislim, da ta ženska sploh ne ve, kaj pravo je. Najbolj žalostno je to, da je to celo bivša sodnica. Ja, bivša sodnica. Tega se moramo pa bati. In se je za vprašati, kaj je na sodiščih? Kaj je narobe z našim pravosodnim sistemom, da take osebke spuščamo do takih položajev, da potem take osebe razsojajo o tem, kaj je prav in kaj ni in kdo bo odgovarjal in kdo ne. Ker jaz mislim, da kljub temu, kar ona počne, jaz mislim, da se dobro zaveda, kaj počne in da ona zlorablja pravo in da prireja pravo po svojem okusu. Ampak ker ve, da so mediji na njeni strani, da si ona to lahko privošči, da imajo tako močno koalicijo, da jim nihče nič ne more, se ona obnaša
kot ena vladarica v državnem zboru, zdaj bo pa tako, kot bom jaz rekla, zdaj ti ne boš govoril, samo zato, ker njej pač to ni všeč. Se mirno reče, zdaj vam bom vzela besedo. Ja, zdaj vam bom vzela besedo. Ona je rekla, se vam ne jemljem besede, sem uskočila. Ja. Mislim, kaj? Potem pa opomin. Pa kaj se mi gremo? Ja. To je postala gostilniška debata in potem se ta ženska še upa moralizirati po medijih, da kako je pa opozicija sovražna in da kako jo napadajo. Mislim pa, jaz res občudujem poslance, ki so sposobni to prenašati, ker to se ti pa res utrga. Da moraš pa to poslušati, tako, ker to je izživljanje. To je pa dobesedno izživljanje. In jaz mislim, da je ta ženska že večkrat dokazala, da je neuravnovešena in da je ne bi smel spustiti niti blizu tako močni poziciji, kot jo zdaj se zaseda. Pa ne samo to, da se neprimerno obnaša v državnem zboru, da ima neprimerne opolske opaske, da si hihita med sejem, pa tako naprej, da vpije. Ona je še celo državni zbor spremenila v navaden bordel. Imela je, to so v mediji dobro poročali, v tem sicer premalo, zaradi tega bi ona morala odstopiti. Niso problematizirali. Bilo je samo omenjeno, ampak ker je ona naša, ker ona pripada Rdeči zvezdi, ker hodi na partizanske proslave in z njimi vpije v isti rok, si ona lahko privošči nočne obiske v državnem zboru in tam počne boh ve kaj. In zdaj njo in Bora Zuljana razglašajo mediji, rumeni tisk za ne vem kakšen lep ljubezenski par, pa skupaj hodita na te partizanske procesije, pa tako naprej, pa tako nazaj. Mislim, to je res ogabno, ker mi dopuščamo zdaj v naši državi. In meni je to kot pripadnici mlade generacije izjemno težko in boleče zagledati. Ker točno taki osebki so krivi za to, da se je v naši državi tako normalizirala sovražna retorika. Ker tako odkrito pozivajo k sovraštvu in nasilju, k temu, da pač tisti, ki ne mislite tako kot mi, morate biti tih, morate imeti jezik za zobmi. Ja, jezik za zobe, Cigler Kralj. Smo lahko razbrali iz tega dialoga. Ampak, veste, po svoje še dobro, da so zdaj priplavali na vrh, čeprav imajo to izredno večino v državnem zboru, da saj vidimo. Ker prej smo mislili, dobro, saj so vsi državljani nekako, jim je bila samostojna Slovenija njihova opcija, intimna opcija, imajo radi to državo, jo spoštujejo naše simbole, Rdeče zvezde ni več. Ampak zdaj vidimo, da to ni tako, še dobro, da smo jih zdaj zagledali. To je res, se mi zdi, da so jim zadeve majčkeno začele uhajati iz rok, jim je začelo kipeti, in zdaj ne morejo več skrivati tega, kar dejansko oni so, ker je ta neka klika ljudi, ki nam vladajo. In zdaj se mi zdi, da smo nekako tudi ljudje malo v šoku, ki smo vse do zdaj mislili, pa sej v naši državi pa vse normalno, pa fajn, se imamo, pa zelo smo razviti. Zdaj se je pa kar naenkrat vso to ozadje. So se vzeli, je začelo butati na plan in tudi jaz večkrat rečem to, da včasih pa rabimo priti do dna, tudi kot narod in pa tudi na osebnem nivoju, lahko vidimo, da vsakič, ko nam je najtežje v življenju, da v bistvu takrat se največ naučimo in mogoče ravno takrat tudi najdemo samega sebe, pa neke prave vrednote. Tako da mogoče pa to, kaj pa vem, del nekega očiščenja, ki ga pa slovenski narod rabi, da so končno začele maske padati. Mogoče pade kdaj še rdeča zvezda. Ja, upajmo. V kanto zasmeti. Dobro, zdaj ta teden je Nova Slovenija dobila tudi novega predsednika, to je Jernej Vrtovec. Zdaj, kaj si vi, recimo vi prihajate iz stranke SDS, podmladka, kaj si vi zdaj obetate od novega vodstva Nove Slovenije? Bo prišlo do boljšega sodelovanja? Namreč zdaj gospod Vrtovec je dejal, da se koalicije sklepajo po volitvah, njegov protikandidat je pa razlagal, da bi se pa že pred volitvami povezal z SDS. Kaj mislite, kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj je težko napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Jaz tudi gospoda Jerneja Vrtovca ne poznam tako dobro, da bi lahko karkoli ocenila, kaj se obeta.
Jaz samo upam, no, da se bo dejansko ta stranka spet približala nekim vrednotam, na katerih je zrasla, ne? Ker se mi zdi, da so se v zadnjem času pa res od tega začeli oddaljevati, ker Matej Tonin se mi zdi, je preveč želel biti všečen v tem zelo levem slovenskem medijskem prostoru in začel uporabljati iste parole, kot jih uporabljajo pač levičarji, a ne, kar se mi ne zdi prav. Tako da upam, da je dejansko to pot k novi desno-sredinski koaliciji. Ja, mogoče se jim je to izplačalo, ne? Ker zdaj je prišla na dan zgodba o obvodnem financiranju Nove Slovenije, da naj bi njihov inštitut, Krekov inštitut, bil financiran prek nekih ali pa strani nekih zelo uspešnih podjetij in podjetnikov, s katerimi se oni tudi družijo, ne? Ali jim lahko ta domnevna afera škoduje? Ja, definitivno nekaj škode je bilo s tem narejene, a ne, se mediji se točno se zavedajo, kaj s tem počnejo in zelo zanimivo je bilo tudi to, da se je o tem začel govoriti, se mi zdi, teden ali pa 2 tedna pred njihovim kongresom. Torej je nekdo načrtno želel oslabiti Novo Slovenijo, da mu zaradi tega ne bi prišlo do nove desno-sredinske koalicije, a ne. Tako da zdaj bomo videli, kaj bo v prihodnosti, mislim pa, da bo vedno bolj napeto. Zdaj jaz mislim, da jih tudi malo testirajo, v katero smer bodo šli, ne. A boste potegnili z nami, se pravi s to pravo stranjo, z nami, ki so na strani Rdeče zvezde, komunizma, vsega tega, česar nočemo več, ali pa če bi pa radi imeli oni tudi boljšo Slovenijo, pa najbrž bo še veliko napadov prišlo. No. Jaz upam, da ne, ampak nažalost tako situacijo imamo in mislim, da se morajo tudi zelo dobro pripraviti, ker zanimivo je pa to, da mi imamo veliko nevladnih organizacij, ki so močno financirane strani davkoplačevalskega denarja. Ampak o tem se pa nikoli ne poroča, ne. Ker sploh za časa mandata Golobove vlade so sredstva za te nevladne organizacije močno narasla in se pač o tem se nič ne govori, nič ne piše, razen v teh mogoče bolj manjših desnih medijih, ne, ki si upajo o tem poročati. Ja. Ali je pa mogoče nekdo želel malce zagroziti Jerneju Vrtovcu, mogoče pa on kaj ve, pa če bo povedal, ne, da mu je rekel jezik za zobe Vrtovec. Ne? Ja, tako. S to objavo, ne? Sej, kot sem rekla, jaz mislim, da jih malo testirajo. Zanimivo je tudi to, da se je 8. marec zelo začel, da so zelo začeli napadati ravno Jerneja Vrtovca. V teh dneh, mislim, da so že kar par objavili, ni bila samo ena objava, že kar par dni opažam to, no, pa ga zmerjajo z lažnivcem, pa ne vem kaj še vse. Tako da so angažirali tudi svoje vojake, ne, na terenu. Tako da jaz mislim, da bo še pestro. No. Kanonada so že streljali na Vrtovca, zdaj bomo videli, kako globoko je on vpet v te informacije tudi konec koncev, kaj se bo dogajalo. Ja, jaz mislim, jaz upam, da jim uspe ohraniti neko hrbtenico, a ne, pa pač da prebrodijo tudi te stvari, no, pa da bomo potem dejansko pol lahko sodelovali tudi v neki pozitivni koaliciji. Ne. No, zdaj te dneve so bili tudi 60. študijski dnevi Draga. Tudi vi ste bili, tule vas vidimo, druga z leve, ne? Ste sodelovali v okrogli mizi. Kaj ste izvedeli novega? Zakaj je šlo? V bistvu sem zvedela za študijske dneve Draga. Prvič slišali zdaj? Prvič sem za njih slišala, ko so me par mesecev nazaj povabili, če bi govorila tam. In sem bila zelo presenečena, da za to sploh nisem še nikdar slišala, čeprav je to že od leta 1966, to je v bistvu čisto zablokirano strani slovenskih medijev, niti enega slovenskega medija ni bilo tam, tudi niti enega ni bilo poročanja, tam pa celo na ta sobotni, oziroma ne, na dan zatem je prišla tudi predsednica republike, Nataša Pirc Musar, pa tudi tega nisem zasledila v medijih, edino, če je bilo res na kratko omenjeno. Drugače smo se pa tukaj smo imeli pogovorni večer Zaton Zahoda,
In je bil res zelo v redu pogovorni večer. Z mano sta bila tudi dr. Ivan Štohec pa Bernarda Fink, ki je operna pevka, se mi zdi. In je bilo res lepo narejeno. No, vsak je najprej povedal malo svojo zgodbo, potem pa smo imeli nek skupni dialog in smo se pogovarjali o tem, zakaj smo se v bistvu znašli zdaj v neki krizi vrednot na Zahodu. Jaz sem tudi malo delila poglede mlajše generacije, da pač mi zdaj drugače gledamo na svet, glede na to, da smo pač rojeni v samostojni Sloveniji, in da smo vedno vse imeli, in da je to popolnoma drugačen vidik. V bistvu smo se tudi strinjali, da smo se znašli v neki egocentrični družbi, kjer je v središču posameznik. In da zdaj je predvsem poudarek na tem, kaj vse meni pripada, kakšne pravice imam jaz, kako da se svet vrti okrog mene. Malo smo pa pozabili, oziroma smo kar dosti pozabili na to, da smo vsi del neke širše skupnosti. In da se moje pravice končajo tam, kjer se začnejo pravice drugega, da je treba upoštevati tudi druge ljudi, ki tukaj živijo, in da moramo vsi tudi nekaj prispevati za skupnost, če želimo dobro živeti. Tako da jaz mislim, da je tudi publika zelo dobro sprejela naša sporočila, tudi zadeva je bila zelo dobro organizirana. Jaz sem bila tudi presenečena, da je bil to prvi tak večji dogodek še za časa bivše države, kjer se je dejansko lahko svobodno razpravljalo. Ja, pod ušesi Udbe seveda. Ja, to tukaj seveda. Udba malce tipala, kaj se dogaja v imigraciji, koga bomo še zaprli, kakšne ideje krožijo, To je bilo močno nadzorovano. Tudi ta gospa, ki se je z mano pogovarjala, ki je z mano vodila pogovor, je v bistvu, se mi zdi, da vnukinja ali pravnukinja od gospoda, ki je ta dogodek začel. In on je v bistvu tudi moral zapustiti Slovenijo zaradi pač trenutnega režima in je potem ustanovil te študijske dneve Draga. Tako da res zelo lep dogodek, so pa zelo pojamrali, da jih mediji v zadnjih letih kar blokirajo. Ja, seveda. Dobro, mi pa ne bomo blokirali teh dveh informacij, ki jih imamo zdaj. V tem tednu smo dobili novega škofa, to je dr. Janez Kozinc. Posvetil ga je prejšnji soboški škof, sedaj Peter Štumpf, in pa to je novi škof, in pa seveda zdaj jutri se začne festival Stična mladih, že 44. In na tem festivalu papež Leon XIV je nagovoril mlade in jih spodbuja, da dvignejo pogled k upanju, pogled navzgor. Zdaj, vprašanje je, kakšna moč je v mladih danes v Sloveniji, lahko oni tudi skozi cerkev ali pa druga, recimo politične stranke, tako kot vi, naredijo karkoli za Slovenijo, če jim je seveda Slovenija intimna opcija. Jaz mislim, da v nas mladih se nahaja zelo velika moč. Zakaj? Malo tudi zaradi tega, ker se mladi danes ne bojijo toliko avtoritet, kot je bilo to včasih. Včasih je vladal velik strah pred najprej učiteljem, potem kakršnokoli drugo avtoriteto. Danes pa tega ni več. Zaradi česar imamo tudi seveda probleme v družbi, ker mladi so nekako niso več tako zelo obvladljivi, ampak po drugi strani je pa to tudi nekaj pozitivnega, ker to pomeni, da je to generacija, ki se dejansko lahko zoperstavi takšni močni kliki, močni eliti, ki trenutno drži roke nad nami. Ker mi imamo neko neustrašnost v sebi, neko bojevitost in opažam vse več mladih, ki se z mano strinja, ki me podpirajo, ki se nam pridružujejo, ki imajo dovolj tega, takšne politike, kot jo vidijo pod trenutno vlado. Jaz mislim, da je točno ta vlada tudi zbudila veliko mladih, tudi mene, na primer. Jaz sem se ravno za časa te vlade sem se začela angažirati, ker sem imela dovolj. Tako da po eni strani se lahko Robertu Golobu tudi zahvalim, ker me je poslal na to pot.
Vsak narobe ima svoj prav, ne? Točno tako, ne. Ja, v časih najhujše krize se v bistvu največ naučimo, to je treba vedeti. To sem že prej povedala. In seveda, ko je noč najtemnejša, takrat se dejansko začne tudi daniti. Če mladi ne bodo dali jezik za zobe, ne? Tako kot želijo nekateri. Točno tako, ampak jaz mislim, da se to ne bo zgodilo, ker kot sem rekla, tudi mi fajtamo, no? Tako kot Nika Kovač, ampak mi dejansko fajtamo za to, kar je prav. Dobro, Karin Planinšek, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala tudi vam. In hvala vam za pozornost in nasvidenje.